Pozdravljeni na kanalu Albert in Leonida Mrgole v drugem delu videa o kritiki in sicer kako sporočamo kritiko, sporočanje kritike. Če si še niste ogledali prvega dela, vas vabim, da to naredite, zaradi tega, ker je zelo pomembno, kako kritiko sprejemamo in zelo pomembno je, da se naučimo tukaj delati spremembe, ker bomo lepše živeli in tudi manj se bomo kregali. In tudi bolj samozavestni bomo, kar je res zelo pomembno. In zdaj pa imamo na sporočanje kritike. V bistvu bi morebiti rada podarila zadnjič, sem en tak neroden post napisala na moj Facebook in potem je ena gospa od spodaj me malo okarala, glede slovenščine. In to je naredila na tak način, verjetno sva bili obe dve malo narodni, da je mene zbodel. Vesela sem, da sem pač glede kritike veliko stvari v življenju že naredila, tako da me ni zbodel na ta način, da bi bila prizadeta. Ampak sem pa dobila misel, kako nekateri stavki, ki nam jih ljudje sporočajo, odvračajo od tega, da bi mi kaj popravili, ali pa nas v bistvu še bolj spodbujajo k temu, da bi za inat naredili drugače, da za inat vztrajamo v nekih vzorcih, nekih modelih, zaradi tega, ker nas kritika v bistvu spodbuja k temu, da se ne bi spremenili. Ne vem. Jaz se spomnim, recimo, ker sem že v prejšnjem videu govorila o pospravljanju, ker smo pač brisali tisti prah, ker sem bila majhna. In mene je mami ves čas, pa to ni dobro, pa oni dobro, pa še tlele, pa tam nis, pa da je to, pa da je pa kdaj se boš naučila, pa nikoli se ne boš naučila, pa veš, da oči lahko napad dobi, pa skozi te stavki. In meni je šlo to toliko na živce, da sem se uprla temu na tak tihi, uporniški način. In sem recimo vzela cunjo, a veste, in kaj je takole stal neki na policiji, sem kole okrog pobrisala prah, tega pa nisem prestavila, pa pobrisala še od spodaj, ker tako bi mogla, tako je bilo prav, tako je mene mami učila. In bolj je ona meni govorila, da nikoli ne bo dovolj, pa da nikoli se ne boš, pa daj neh, pa to moraš, pa to ni dobro, pa bolj sem jaz tako okrog stvari brisala prah in sem si mislila, lej, slikaj se, ne bom. Skratka, pri meni je to, da sem bila kritizirana, velikokrat vzbudil upor. Tudi glede šole. Pač vem, da sem imela težave z matematiko in ko so me maltretirali s tisto matematiko, sem si pač mislila, ne bom. Postavite se na glavo. In mogoče ste zdajle pomislili malo na vaše otroke. Samo zaradi načina, kako je bilo to sporočeno. Napisali ste mi v komentarje na Facebooku, ko sem rekla, da bom ta video snemala, ena gospa je napisala, meni mož pravi, da ga skozi kritiziram. Potem je ena napisala, meni otrok govori, da mu skozi težim, da nikoli nisem zadovoljna, da nikoli ni nič dobro. In potem pač naslednja, recimo, ko se pritožujemo v službi, nihče ne opravi dela tako, kot bi ga mogel, vse je na meni. Sosed ima psa in hod k nam in pač ne vem, kaka po naši travi in skratka, mi se stalno pritožujemo sosedu, leki pes, In zdaj, če pogledamo, da kaj mi želimo s to kritiko narediti? Recimo, prvo vprašanje, zelo pomembno, kaj želimo narediti s kritiko? A želimo nekoga prizadeti? Ne. A želimo, da bi nekdo imel občutek, da ni nič vreden? Ne. A želimo nekoga razjeziti? Ne. A želimo nekomu pokazati, da ga sovražimo? Ne. A želimo partnerju povedati, da karkoli na svetu naredi, nič ni prav? Ne. A želimo otroku povedati, da je nesposoben? Ne. Kaj pa želimo? S kritiko želimo
da se zgodi neka sprememba na bolje. To je ena stvar. Druga stvar, ki vas globoko vprašam, je, ali morda želite s kritiko obrniti svet po vaše. To je drugače, se smešno sliši, ne? Ampak jaz vem, da bi včasih imam kakšno idejo, ki se mi zdi ful dobra, in potem delamo v timu, pač imamo svoj tim tle v službi in se pogovarjamo. In jaz velikokrat zato, da bi pač dosegla, da bi pač moja ideja prišla skozi, znam kritizirati druge. Tako da dajte se vprašati, kaj je vaš cilj, ko izrečete kritiko. To je ena stvar. Ali pa preden jo izrečete, no? Še boljš, preden izrečete kritiko. Druga stvar, bi vas prosila, če smo v prvem videu govorili o zavedanju, bi rada tudi o tem videu nekaj rekla o zavedanju. Recimo, vi pridete domov in otroku ste naročili, da naj pospravi kuhinjo, preden pridete iz službe. Potem pa pridete domov in stopite v kuhinjo. In posoda je pospravljena, na mizi so pa še vedno drobtine, pa štedilnik ni spucan, pa pulti pač tudi niso spucani. Spontano vedenje je kakšno? Sem ti rekla, da kuhinjo pospravi, vsak dan ti naročim, a si ne moreš tega zapomniti, to ni pospravljena kuhinja, drobtine so na mizi, štedilnik je tak, znorela bom, mislim, kako naj ti dopovem, da pač jaz hočem, da je to se svet. To je spontana reakcija. Druga, bolj mila spontana reakcija je, a prideš, prosim, sam pa pospraviš do konca, pa vsaj enkrat v življenju narediš nekaj do konca. In pol še mogoče zraven rečemo, ti imaš res težave za dokončevati stvari, a ne? A me slišite, koliko je to grozen? Skratka, napovemo prihodnost otroku, a ne? Ti imaš težave za dokončevati stvari. Čau, niti pomoči. A veste, kako se to počutiš? Lahko pa stopimo v kuhinjo in damo v zavedanje. Naročila sem mu, da pospravi kuhinjo. V redu. Pospravil jo je. Ne moram reči, da jo ni, ker posoda je pospravljena. Ampak pospravil jo je na svoj način, ne na moj način. Jaz bi pa rada, da on pospravi kuhinjo na moj način. Kako lahko pridem do tega? In ga pokličem. Rečem, Miha, a prideš malo k meni? In Miha pride. In mu rečem, veš, Miha, jaz sem res vesela, da si ti pospravil kuhinjo. In mi je všeč, da nisi pozabil. A te zdaj lahko prosim, da pobrišeš še mizo, pulte in da očistiš štedilnik. Hvala. Kaj smo naredili? Sporočili smo mu, lej, tokle si naredil, jaz pa želim, da narediš tokle. Videli smo opravljeno delo. In če date to zgodbo s kuhinjo stran, pa da date stran, da je to otrok, se enako lahko odzivamo, ko govorimo s partnerjem, ko govorimo s šefom, s podrejenim, s komarkoli. Jaz pridem, ne vem, domov, Albertu naročim, da mi prinese s trgovine špagete, in on gre po špagete. In prinese špagete številka 5. In jaz sem imela v glavi, da bo prinesel enko. A nisem mogel prinesti enke, a ti nisem naročila enke? Ne, nisi mi naročila. Ja, pa sem ti naročila, pa zmeraj zafrkneš, vse najbolj, da sama v trgovino hodim. Lahko pa rečem, vidim, da si prinesel špagete. A so tebi bolj všeč petka? Ker če bomo danes petko jedli, verjetno noben ne bo umrl. In potem bo Albert rekel, ne. A imajo špagete številko?
Ja, Albert, špagete imajo številko 1, 3, 5, 7, a veš, in 1 so čisto tanki, 7 so pa malo bolj debeli, orang bolj debeli. A res? Ja, to pa nisem vedel. Ja. A mislite, da je več možnosti, da si bo zdaj on zapomnil, da imajo špagete številko, kot pa prej, ko bi mu rekla, da itak je brez veze, da ga v trgovino pošiljam, ker zmer zafrkne? To se pravi, moje vprašanje je, ko mi želimo nekaj nekomu sporočiti, moramo vedeti, kaj želimo sporočiti, moramo vedeti, kaj si želimo, da se na drugi strani zgodi. A da si oseba to zapomni, a da naredi drugače, ali da pač se v timu spremeni kakšno funkcioniranje, če govorimo o službeni stvari. In druga stvar je, a veste, včasih se jaz vprašam, ker imam takole kritiko na koncu jezika, spet govorimo o zavedanju. A je tole zdajle pomembno, da rečem? Zato, ker imamo mi v našem vzorcu, to smo, ne vem, jaz drugje nisem tako močno opazila tega. Mi uporabljamo kritiko tudi za šale, a ne tudi za zafrkancijo, za cinizem. Skratka, kritiko imamo zelo močno, se nam pretaka po žilah. Tisti občutek, da nam nekaj manjka, če ne kritiziramo. In dajte se včasih vprašati, a je tole zdajle nujno, da rečem, ali pa a lahko tole rečem na drugačen način. Velikokrat mi ljudje rečejo, da pohvala ljudi pokvari, razvadi, še posebej otroke, in da jo ne smeš preveč uporabljati. Meni se zdi to grozno. Zaradi tega, ker ta potreba, ta sestradanost, to jaz tudi vidim na najinih delavnicah, ki jih imava, in tudi na najinih terapijah, kako so ljudje sestradani tega občutka, sploh fantje, da so videni. Vidim te, da si to naredil. Hvala, ker si šel po otroke v vrtec. Saj ni treba, da jih kujemo v zvezde, ne govorim o tem. Ni treba, da kujemo v zvezde to, da je otrok do polovice pospravil kuhinjo, ali pa da je mož prinesel napačne makarone. Ampak da vidimo, kaj je, ne da vidimo stalno samo to, kaj ni. A me razumete? Vem, da me razumete. Vem pa tudi, kaj si tudi mislite, kako naj jaz do tega pridem. Zato, ker sem tudi sama bila na tem, kjer ste zdajle vi. Tudi meni je bila kritika v srce posajena. Jaz sem zrasla gor s tem. Ni dovolj dobro, nisi dovolj dobra, nikoli ne boš tega. Ne? In mene imate vsi za strašno samozavestno osebo, ampak jaz nisem v resnici taka. Jaz sem v sebi zelo krhka, zelo premišljena, zelo veliko delam na tem, da me vidite tako samozavestno, da gledam v objektiv, da govorim na glas, da se bom pa celo lahko poslušala. To je delo, ki sem ga opravila, in tale video oziroma ta 2 videa sta samo še en košček k temu, da to lahko naredite tudi vi. In jaz upam, da sem vam malo pomagala pri tem in da vam je video všeč. In tista gospa, ki mi je napisala, rada bi znala ne uporabljati kritiko, upam, da ji bo tale video kaj pomagal in vsem ostalim. Prosim, če ga delite naokrog, da ga komentirate in lajkate, in mi se vidimo v naslednjem videu. Čau!